Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Poezija. Tu, ne v hipu, pač pa v trendu, se odpira zastor drami in prostor zastiranju zaves pred obljubami, stebri in časovnicami, oplemenitenimi z vegansko hrano, skrbjo za male živali in zasebnostjo najvišjih vodilnih. Tako poetično Janja Božič Marovt iz Mediane za Delo o tem, zakaj je Janša prehitel Goloba v anketah, vlada pa ima zgolj še 25% podporo. Ja, eno je poezija, drugo pa realnost. Sedaj pa se lotimo 115. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali naskok na RTV, kaj želi vlada doseči z naskokom na RTV Slovenija. Radikalni, pravno rigorozni postopki za končanje nočne more, tako pravi kolumnist Mladine Vlado Miheljak. Kaj želi vlada doseči z naskokom na RTV Slovenija, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Tino Mamić in Darko Mršič. Tino, Darko, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljeni. Dober večer. Tino, za začetek, kam bi ti recimo uvrstil na lestvici medijev v Sloveniji RTV Slovenija, recimo po pomembnosti? Eno je pač formalni status, drugo je pa dejanski položaj. Ti si dolgoletni poznavalec medijske scene, bil si v različnih vlogah na različnih medijih. Kaj bi ti rekel danes ta hip, kako ocenjuješ, kam paše RTV Slovenija, recimo na neki lestvici pomembnosti za družbo medijev pri nas? Jaz mislim, da je gotovo številka 1 zaradi svoje velikosti. Velikosti ne zaradi tega, ker ima zaposlenih, mislim, da 2400 ali toliko ljudi, ampak zaradi velikosti samega medija. Torej imajo 3 oziroma 4 radijske programe, 3 televizijske programe, poleg regionalnih in manjšinskih in tako naprej. Tako da z tega stališča je to gotovo najpomembnejši zaradi velikosti, hkrati pa tudi zaradi pomena, ker vendarle ima neko staro šolo, tudi če hočete jezika, nikjer drugje se ne moreš tako dobro navaditi lepega zbornega jezika kot na Radioteleviziji Slovenija. Zato ima še vedno velik pomen, čeprav imajo lahko nekatere komercialne televizije večji doseg v določenih oddajah. Darko, Tino ni omenil multimedijskega centra, se pravi TV Slovenija ima poleg vsega, kar je naštel, še multimedijski center. Recimo, da je ta bolj privlačen ali pa bolj dostopen za mlajše generacije. Kaj bi ti rekel, je TV Slovenija še zmerom pojem v slovenskem medijskem prostoru ali ni več? Jaz mislim, da je vsekakor MMC pomemben. Poleg tega ne pozabimo, da so zelo pomembna mednarodna dopisništva. Če se spomnimo kakršnihkoli reakcij, predvsem tu mislim na tiste iz Brusla, iz Evropske unije, pa tudi regionalno, so ključna ta sporočila, kjer jih plasirajo naši oziroma dopisniki RTV Slovenija iz tujine. Seveda, da ima pomen. Pri mladi populaciji pa dvomim, da je MMC oziroma multimedijski center, njihov spletni portal RTV Slo, kolikor toliko pomemben. Mislim, da vseeno se mlajša populacija, ki ni politično recimo toliko angažirana ali pa aktivna, preusmerja predvsem na portale komercialnih televizij in portale, ki bi jih lahko karakterizirali kot rumene strani. Večino informacij pa črpajo tudi čisto čez tiste nove medije oziroma medije, ki to niso mediji v tej konvencionalni obliki, ampak kanali, prek katerih posamezniki ali skupine sporočajo neka politična ali drugačna sporočila. To se pravi tisto, kar smo v kakšni oddaji nazaj že govorili, od Instagramov, TikTokov, Twitterjev in tako naprej. Tako se to, da ne gre za medije, ampak gre za kanale, skozi katere se sporoča to.
Ja, Darko, kaj bi ti rekel, recimo, vemo, ne, pač prejšnja vlada si je dosti prizadevala za to, da je spremenila vodilne na TV Slovenija, od generalnega direktorja do direktorja televizije in tako naprej, potem še navzdol po verigi. Seveda se jim je to pač obrestovalo, najprej v smislu nas gledalcev, se pravi pač sprejemnikov vsebin, ki jih ponuja RTV Slovenija, gledalcev, poslušalcev, uporabnikov njihovega multimedijskega centra, in po drugi strani, ali misliš, da se je njim pač to obrestovalo, da so šli pač toliko agresivno v te spremembe, oziroma da so si prizadevali za te spremembe v vodstvenih strukturah RTV Slovenije? Mislim, da se to nobenemu ne obrestuje. Glejte, zdaj pa vsaka vlada pa vsekakor teži k spremembam in temu to ni krivda ne Janševe vlade, nekatere koli prej vlade eksplicitno, ampak vsaka vlada v enem obdobju oziroma ko pride čas v neki strukturni spremembi, da lahko to dosežejo, to naredijo. In to ni nobena posebnost prejšnje vlade, niti je pa posebnost te vlade, da z neko tako agresivno nastopa. Predvsem moramo vedeti, da RTV je še vedno v tej sferi nekih informativnih oddaj pomembna televizija in predvsem gre tukaj tudi za en velik bazen kadrov, ki se jih lahko na principu, evo, če lahko rečem, tega javnega financiranja postavi, ker zgleda imamo v tej dvosmernih transferih iz televizij v politiko tudi neke retroaktivne poskuse, da se nekateri novinarji vrnejo mogoče v neke medije. In jaz vsekakor mislim, da ni nobena posebnost, da se vlade oziroma oblast menja, vodstvo, je pa tole, kar se dogaja zdaj s temi vstajami in s temi protesti, pač neka stalnica, kadarkoli neka oblast, ki ni levo-sredinska, prevzame vajeti. Ja, Tino, kaj bi ti rekel, da je recimo pač najbolj zabeležilo, se pravi, neko, kaj bi rekel, uredniško politiko ali pa spremembe uredniške politike, če si jih ti zaznal pač v tem zadnjem času, odkar je pač novo vodstvo na RTV Slovenija? Pri Radioteleviziji Slovenija, izrazito pri Televiziji Slovenija, ki je najbolj na udaru, se zadnja leta opazi en velik premik v uredniški mentaliteti in uredniški politiki. In sicer, da so od strani urednikov, ki so bili recimo levičarsko opredeljeni, ampak so še vedno ostali uredniki, še vedno so ohranili svojo novinarsko avtonomijo in distanco. Torej, iz tega položaja so prišli v položaj političnih agitatorjev. In zato je danes nekaj popolnoma drugega, kot je bilo to recimo še pred 5 leti. In zato je sedaj, ko je prišlo do te zamenjave v vodstvu RTV-ja, ki se je začela že prej, ne smemo pozabiti, da je direktor RTV-ja, ne gre za kader desne sredine, ampak gre za levičarja, ki so ga postavili Počivalškovi, torej SMC, ko je bila pač levičarska stranka, pred tistim prestopom ali prehodom ali izdajo, kakorkoli že imenujemo. Sedaj pa po zadnji spremembi v programskem svetu so dobili tudi več svojih urednikov in so postavili tudi več novinarjev. In tu pa je prišlo do alarma, kot je Miheljak povedal, kar smo prej citirali. Težava je zato, ker je to vodstvo začelo izvajati uredniško politiko tudi navzdol. Prejšnja, če rečem, vodstva, ki niso bila rdeča, ki so bila recimo desno-sredinska, niso uspela kaj veliko spremeniti v uredniški politiki. Sedaj pa se je to zgodilo in to je postalo nevarno in zato so sedaj ti pobesneli. Pobesneli so praktično že lani. In ta bes v bistvu izraža Golob s to svojo ihto, ko hoče na hitro vse spremeniti, ampak po zakonu pač ne gre. Še vedno smo pravna država, demokratična, kjer velja najprej zakon, potem šele so na vrsti želje premierja ali pa novinarjev.
Kaj bi ti rekel, Tino, da se je vsebinskega tako spremenilo, da povzroča to živčnost oziroma bes, kot ti praviš? Ja, recimo v zadnjih dneh se opazi, recimo, da so jezni zaradi določenih sporočil, ki jih vidimo na televiziji Slovenija, in sicer, da se vošči blagoslovljeno veliko noč, to, kar se ni smelo praktično 30 let skorajda, z redkimi izjemami so to kdaj rekli, zdaj se pa vidi, da se sedanje vodstvo RTV-ja se dejansko ne boji nikogar, za razliko od nekaterih drugih. Ja, jaz bi tukaj, če lahko spomnim, tudi na tiste jaselce v preddverju RTV-ja, se spomnimo reakcije novinarja Vaseva in pač to je tudi eden od primerov, kot ga je Tino omenil. Ker moramo pa vedeti, da tukaj ne gre za neko, ne vem, versko opredeljeno vodstvo ali kaj podobnega. Velika noč je največji krščanski praznik, gotovo, ampak je najstarejši slovenski praznik, ki ga še vedno praznujemo, najbolj množičen. Največ Slovencev v zgodovini je praznovalo veliko noč in največ običajev slovenskih je povezanih ravno z veliko nočjo. Tudi takih, ki imajo predkrščansko izročilo, zato je to velika noč je slovenska zadeva. Zato, če ti praznuješ veliko noč in ješ pirhe in potico, to ne pomeni, da si verski fanatik, ampak pomeni preprosto, da si Slovenec oziroma da spoštuješ slovenske vrednote in slovensko izročilo. To je evropsko izročilo, to je evropska civilizacija. In če mi to odžagamo, je z nami nekaj narobe zaradi kulture, zaradi civilizacije, ne zaradi. Tukaj vera dejansko nima nobene veze. In skratka, to mislim, da jih je zmotilo. Tudi moti jih, da so določeni dnevniki pripravljeni z hrbtenico, ki jo postavijo novinarji, ki ne stavkajo oziroma ki niso ti skrajni levičarji, in potem pridejo določeni poudarki, ki so drugačni, ki so bolj politično nevtralni in ob tem seveda levičarji pobesnijo. V redu, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj želi vlada doseči z naskokom na javno RTV. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Tino Mamić in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj želi vlada doseči z naskokom na javno RTV Slovenija. Darko, trenutno poteka novinarska stavka na RTV Slovenija. Zdaj v preteklosti smo bili navajeni, da kadar je potekala novinarska stavka, da praktično informativni program nacionalke bil zelo okrnjen, če že ne, pač praktično ga ni bilo. Zdaj nekako vidimo, da informativni program bolj ali manj normalno teče dalje. Kaj ti meniš o tej stavki? Je upravičena? Misliš, da bojo zaposleni na tak način dosegli pač to, kar želijo? Ne smemo pa zanemariti tudi dejstvo, da jih je na stavko prišla podpreti celo kulturna ministrica, kar tudi ni vsak dan, recimo, da se ministri vlade udeležujejo stavk zaposlenih na javnih zavodih. Izvoli. Načeloma ni normalno, da se ministri kakršnekoli stavke udeležujejo aktualni. Po drugi strani je normalno, da javni oziroma informativni program deluje, ker je tudi po številu ljudi oziroma novinarjev in zaposlenih, ki so bili prejšnji teden, mislim, na stavki, je jasno, da je na stavki bila prisotna manjšina zaposlenih na Radioteleviziji Slovenije. Poleg tega je očitno, da je ta manjšina, ki jih je več, ni ravno prepričala svojih kolegov. Isto to in ta njihova stavka predvsem je uperjena proti, celo ne, da jih niso prepričali, ampak so zaradi tega uperili vsa orožja proti svojim kolegom, ki pač svoje delo nadaljujejo brez da bi se angažirali v tej stavki. Mislim, da je to tudi en tak očiten dokaz, da je stavka izredno spolitizirana, poleg tega obiska ministrice. Tako da jaz mislim, da bo informativni program vsaj v tem delu
kjer ga pač nekako pripravljajo te, ki so ga v zadnjih mesecih pripravljali normalno teku. Smo bili pa priča recimo na radiju na Val 202, mislim, da določenih segmentov dneva in tistih blokov sporočil o stavkah. Ne vem, kako je, ker res se zadnje čase ne vozim v avtomobilu in ne poslušam radija, za televizijo pa tudi nimam kaj preveč časa, tako da ne vem, kako gre, če se ta sporočila tudi še vedno pošiljajo oziroma emitirajo v blokih in na televiziji in na radiju. Ja, saj pri novinarski stavki je vprašanje, če ni uspešna takrat, ko jo ne opazimo, ali je uspešna takrat, ko jo opazimo. Ampak predlagam, da si zdaj pogledamo eno izmed izjav ene izmed stavkajočih. Poglejmo. Javne televizije. Stavkam, ker je javni RTV okupirala klika diletantskih političnih aparatčikov v spregi z naspidiranimi povzpetniki, ki izkoriščajo priložnost, ki je nikoli ne bi dobili, če bi štela kakovost njihovega dela. Zdaj, Tino, diletantski povzpetniki v spregi z naspidiranimi in tako naprej, ne? To so kar težke besede. Zdaj, je stanje na RTV Slovenija res tako akutno, kot pravi ta tam zaposlen? Ravno obratno je, ker so ti novi novinarji, ki so prišli, so dejansko kakovostno veliko boljši od onih prej. In tudi, če se vidi, da se ponekod učijo, ker nimajo toliko kilometrine pred tako kamero, pa to nič za to, se zelo hitro učijo in so zelo dobri, torej boljši od onih prej. In zdaj, če povem samo, jaz recimo pač kristjani v velikem tednu in v času velike noči ne spremljamo veliko medijev, tako da jaz sem v zadnjem tednu zelo malo spremljal medije. Ampak vam povem samo par takih cvetk, ki sem jih slišal na Radiu Slovenija ali pa na TV Slovenija. Recimo v četrtek je en starejši, eminentni novinar rekel krizmeni maši, krizmena maša, namesto krizmena maša. Potem v tedniku včeraj, na velikonočni ponedeljek, je novinarka rekla, namesto da bi rekla bogoslovno semenišče, je rekla bogoslužno semenišče. Potem recimo na, mislim, veliki četrtek ali veliki petek je Petrovec, torej rimski dopisnik, ki je več let že v Rimu, ki zna italijansko in ki bi moral poznati vsaj osnove krščanstva, če je dopisnik iz prestolnice krščanstva, je rekel, da je papež predsedoval pri maši. Torej, ne da je daroval mašo ali pa da je imel mašo, da bi vsaj rekel, je imel mašo. Ne, rekel je, predsedoval je pri maši. To kaže na taki zdrsi, ki se ne bi mogli zgoditi v nobeni zahodni televiziji, v nobeni zahodni civilizaciji, ker bi se, kdor bi kaj takega rekel, bi se pokril s škrtocom po glavi in se ne bi več pojavil kot novinar. To kaže na tisto kakovost in to je tisto pravo diletantstvo, ne pa novi mladi sodelavci RTV-ja, ki so se pokazali kot dobri. Poglejte recimo Nejc Krevs, ki je verjetno tarča teh stavkokazov oziroma teh stavkojočih. Poglejte njegov dokumentarni film o Izraelu, ki je pokazal stvari, ki jih dopisniki iz Bližnjega vzhoda v 30 letih niso zmogli niti približno pokazati. Tako da kakovost govori dovolj zase in je ravno obratno, kar govorijo stavkajoči. Jaz, če bi lahko dodal, tu se strinjam vsekakor, tudi glede tega poročanja iz Izraela smo imeli sicer zdajle tudi en prispevek na MMC-ju, kot smo ga prej omenjali na portalu, kjer pa neka starejša oziroma starejša po stažu, ne vem, let ne bom ugotavljal, Kaja Sajovic piše totalno recimo nasprotje temu, kar se mogoče dogaja v Izraelu. Po drugi strani bi se navezal na tisto, kar je Tino rekel, da so novi novinarji dodali neko svežino in kakovost, s tem pa so tudi dodali spremembo in tudi glede tega, katere goste pokličejo za referenčne, za določene teme. Prej smo imeli očitno za nekatere teme, za nekatera geografska področja, za nekatere družbena področja, skoraj gotovo abonirane komentatorje in goste. Zdaj se tudi to spreminja in
predvsem z tega stališča so mi všeč tudi te sveži obrazi na Radioteleviziji Slovenija. Ko vidva recimo komentirate te odnose med samimi zaposlenimi, ne? Videti je, da je tle zelo velik antagonizem, sicer očitno prihaja bolj strani tistih, ki jih je jebeno več, ampak si rekel Darko v prvem delu oddaje, da na stavki se je pokazalo, da jih je v bistvu jebeno manj. Če koga motijo te izrazi, niso primerni za na televizijo, ampak uporablja jih Marcel Štefančič. On jih je nekako peljal v ta diskurs, ko se pogovarjamo o nacionalni radioteleviziji. Skratka, vidi se, da te, ki so bili tam že odprej, so zelo sovražno nastrojeni od teh, ki so prišli zdaj na novo, čeprav recimo vidva pravita, da ni opaziti nekega padca kvalitete pri teh novejših. Jaz osebno, kakor sem jaz pač za to nek merodajen ali pa nisem, bi se s tem kar strinjal. Jaz sem si pogledal tisti stavkajoči ali pa pač v času stavke Dnevnik, nisem opazil neke kvalitetne razlike, mogoče v kakšnem primeru celo obratno v plus namesto v minus. Kako je delati po vajinem mnenju v takem očitno toksičnem okolju, kjer se zaposleni ne samo po strani gledajo med seboj, ampak se tudi javno napadajo in tako naprej? Tukaj je še en faktor, ni samo, da so ti mladi ali pa ti novi obrazi, ti novinarji, ki so toliko bili za nove obraze v politiki, v gospodarstvu, pri sebi pa tega ne vidijo, da je to potrebno. Torej, zaveznik teh novih obrazov in recimo Uroš Urbanije ni samo slaba kakovost starejših novinarjev, ampak je tudi njihova lenoba. Ker so ti stari novinarji leni, ne vsi, ampak mnogi, in lagodno živijo in ne delajo veliko, se potem mladi, ki so sposobni in ki so delovni, veliko lažje prodrejo. Imamo recimo novinarje, ki imajo tudi svoje leta, ampak naredijo vse prispevke, kamorkoli ga pošljajo. Lahko vodi Odmeve, potem drugi dan ga pošljajo na tržnico in bo naredil prispevek in se bo pogovarjal s 3 branjevkami. To je pač novinar, ker je novinar po duši. Medtem ko tisti, ki sedijo v pisarnah in bemtijo in ukazujejo in mislijo, da bodo oni delali televizijo brez da bi samo ukazovali, brez da bi delali novinarske prispevke, temu pa ni več tako. Zato to sovraštvo, ki ga širijo, je sicer zelo težko živeti s tem, ker je toksično, ker je dejansko zastrupljeno ozračje, ampak po drugi strani ti novi novinarji se morajo čim manj sekirati, zato ker njihov namen je, da so prišli delati, stari kadri pa želijo jih pri tem ovirati in zato je najbolje vreči vse skupaj čez ramo. Jaz se strinjam s tem, celo menim, da je to ne samo na RTV-ju, kdor je imel to priložnost, možnost ali pa nesrečo delati v nekem javnem sistemu, je sigurno srečal z ljudmi, ki so 25 let v nekem sistemu, v neki službi, kjer mislijo, da je, ne vem, ministrstvo njihovo, sodišče njihovo, oddelek njihov, kjer vsak nov, ki pride, preti sistemu, preti ustaljeni praksi, preti lenobi, preti liniji najmanjšega odpora in vsak poskus tukaj, poleg tega, recimo, obsojanja o političnemu kadrovanju, je tudi tak, in se strinjam s Tinom, tudi ta nevarnost, da se enostavno nekomu ta zona ugodja z nekim novim pristopom do dela hitro lahko obrne proti njemu. In vsekakor te mlajši novinarji izkazujejo zelo veliko voljo, sploh v teh trenutkih, ko slišijo pod lastnimi pisarnami in v lastnih pisarnah take obtožbe in tako etiketiranja, jim lahko rečem samo vsaka čast, da v takem okolju lahko delujejo. No, obstajajo pa tudi novinarski kolegi na RTV Slovenija, ki pa so zmerom predmet kritik, ne glede na to, kakšno je recimo vodstvo RTV Slovenija, kot je voditeljska kolegica Erika Žnidaršič, ki je pač zdajšnja opozicija kovala v zvezde, ko je vodila oddajo Tarča, ko je bila še prejšnja vlada, zdaj pa recimo Roni Kordiš-Hat tvita, da pač tega ne bo več gledal, da je treba nehati plačevati celo RTV prispevek, kar vemo, da je pač mantra nekak slovenske politične desnice, ukinimo RTV prispevek. Zdaj pač oni o tem ne govorijo, zdaj o tem govori Roni.
Zakaj po vašem mnenju mi nismo sposobni pač recimo ocenjevati kvaliteto novinarskega dela po samem novinarskem delu, ne pa z te perspektive, ali pač so takrat naši na oblasti, pa je oddaja kritična do njih, ali so na oblasti tisti, ki niso naši, pa je oddaja kritična do njih? Jaz mislim, da gre tukaj za ta slogan vsak, ki ni z nami, je proti nam. Ne? In zdaj, ker je voditeljica Žnidaršičeva malce kritična tudi do vlade, kar je logično, tudi če pogledamo samo, kako je padel ugled te vlade v zadnjih mesecih. Zato so jo potem začeli napadati. Ampak roko na srce moramo vedeti, da so tarče, posebej ta zadnja je bila praktično skoraj da negledljiva, tudi par drugih je bilo zelo slabo narejenih. Daleč od tega, da bi bila Erika Žnidaršič danes do Goloba tako stroga in tako odločna in tako zahtevna, kot je bila do Janeza Janše. In zato je Erika Žnidaršič in njene kolegice in njeni kolegi, mnogi drugi, torej mnoge Erike Žnidaršič so dejansko privedle do tega, da je na volitvah premočno zmagal Robert Golob. Zaradi njih, oni so sokrivi. Zato je to, da se sedaj na njo spravljajo, v bistvu malce komično. Zato, ker Erika Žnidaršič točno ve, kdo je močnejši v državi in se bo njim priklonila. In pol leta pred naslednjimi volitvami ona ne bo tako tolkla po levičarjih, ker nikoli pol leta pred volitvami ne tolče z vsemi silami, kot je to delala recimo v času zadnjega pol leta Janševe vlade oziroma 2 leti v času Janševe vlade. Ampak zdaj, če to drži, kar pravi Tino Darko, zakaj potem vlada toliko sili v to, da bi bile spremembe na TV Slovenija? Saj pač tam so razen redkih izjem, so isti ljudje, kot so bili. Rekli smo že v prvem delu oddaje, tudi v času pač Janševe vlade, ko so se začele te spremembe vodstvenih kadrov in tako naprej, ni bilo videti, da bi se to na volilnem rezultatu pač takratne vlade kaj posebej poznalo, kvečjemu obratno. Zakaj zdaj imajo občutek, da se jim pa toliko pozna pri njihovih podpori na javnomnenjskih anketah to, kdo recimo vodi Dnevnik na TV Slovenija? Jaz mislim, da ne gre za situacijo, ki je trenutna, ali za spremembe, ki bi jim bile pomembne za danes ali jutri, ampak gre preprosto za ustvarjanje te slike, da je na RTV-ju trenutno vse narobe, da se forsira tisti zakon, prek katerega bo pač kasneje upravljanje RTV Slovenije popolnoma podpadlo pod del zaposlenih in pa to tako imenovano civilno družbo, ki pa vemo, kam je usmerjena, in s tem bi oni ne za danes ali jutri zaradi novinarja Krevsa ali voditeljice Erike Žnidaršič spreminjali vodstvo na RTV-ju, ampak da se to naredi sistemsko in da se spremeni strukturo RTV Slovenije za 20 let, da se zagotovi popolno varovalko, če so na oblasti ali če niso. Zdaj, Tino, vemo, Ustavno sodišče je na nek način zamrznilo pač ta novi zakon v RTV, kako se ohranja ta status quo. Eno drugo sodišče je sicer vmes reklo, da generalni direktor Televizije Slovenija pač ni bil nastavljen v skladu s predpisi oziroma da je bil pač napačno nastavljen in tako naprej in tako naprej. Zdaj videli smo čisto na začetku oddaje, Vlado Miheljak poziva k pač bolj radikalnim, sicer pravno rigoroznim ukrepom, karkoli že to pomeni. Kakšni drugi že javno agitirajo za to, da bi naj ministrica za kulturo, ker so varnostniki prišla na TV Slovenija in odstranila tam moteče vodstvene kadre in tako naprej. Zdaj, videti je, da se zadeve pač čedalje bolj radikalizirajo. Kje ti misliš, da se lahko ta zgodba konča? Bomo res priča nekim takim, ko bi rekel, pač že čez rob ukrepom, ali se bo vendarle na koncu tudi na vladni strani našlo toliko razuma, da bodo enostavno pustili, da pač sodišča in ostale, vsaj po imenu neodvisne inštitucije, pač naredijo svoje in do takrat potrpeli? Pustili gotovo ne bojo, zaradi čipa, ki ga ima v glavi, in to je totalitarizem. Oni hočejo popolno oblast, ne samo malo, ampak vse. In zato hočejo RTV si popolnoma podrediti. Zdaj, ko gledamo realno,
kot vse kaže, si ustavno sodišče oziroma večina ustavnih sodnikov si ne bo dovolila blamaže, da bi na Evropskem sodišču dobili po glavi, torej da bi razveljavili njihovo odločitev na ustavnem sodišču preko Strasbourga. Zato bo verjetno zakon padel. Tako kaže v tem trenutku. In tega se levičarji bojijo, politična levica, in zato so začeli groziti. Ministrica je že davno poslala inšpektorat oziroma inšpektorje na Televizijo Slovenija, ki skušajo vse pregledati in najti vsako najmanjšo napako, in so marsikaj tudi videli, nekaj upravičeno, nekaj ne. Tako da pritiski politični so že sedaj, oziroma to niti niso samo politični, to so že prekrški, to so že kazni, to je že neke vrste pravosodni pritisk. In zdaj, ko pa začnejo oblastniki groziti še z policijskimi preiskavami, je treba vklopiti vse alarme, ker to me skrbi. Ne more nek politik govoriti, kaj bo policija počela in kaj bo preiskovala. Tudi novinar ne more pozivati pravosodja naj ukrepa oziroma naj nekaj naredi. Se pa v tem trenutku tudi zelo pritiskajo na ustavno sodišče, kar je tudi ne samo, da je grdo, ampak je tudi nedemokratično, je v nasprotju z našo ustavo. Tako da z tega stališča mislim, da bodo poskusili vse in na kocki bo dejansko pravna država. Videli bomo, ali se bo pravna država obdržala in se bo to zamejilo, ali pa bo vladavina prava dejansko razpadla in bo prišla policija ali ne vem kdo na RTV. Ja. Darko, zdaj, če recimo pač vladni strani uspe, da se njihove frustracije končajo, ali pa če recimo se Grah Whatmough pa recimo Urbanija odločita, da imata dovolj vsega in odstopita, tam vladna koalicija nastavi svoje ljudi na nacionalki, ne vem, kaj se potem lahko zgodi, recimo vrne se Marcel Štefančič mlajši, pa ima spet oddajo Studio City, mogoče 5-krat na teden, kjer recimo, karikiram, razlaga, kako je Robert Golob super. Misliš, da to lahko dvigne pač te padajoče rejtinge vlade in Gibanja Svoboda? Se pravi, vse javnost po moje ni pri nas vseeno, ni za podcenjevati v tem smislu, da bi neka taka propaganda na enem mediju pač lahko obrnila trend, če že zdaj recimo ugotavljamo, da je tako ali tako večina dominantnih medijev bolj naklonjena aktualni oblasti, kot pa je aktualni opoziciji. Ja, trenda ne morejo obrniti. Jaz mislim, da je zdaj to očitno. Zdaj, kaj bi lahko naredili, kakšne spremembe bi mogoče čiste vsebinske, spet neka recimo tako subtilna sporočila, kot je, če se vrnem na tisto, kar je Tino omenil, mogoče čisto ideološki okviri neki se spremenijo, spremeni se to, da je mogoče, tako kot imamo na Hrvaškem primer zadnjega tedna, kjer na eni od komercialnih televizij, v bistvu lahko jo omenim, RTL, ni bilo recimo omenjeno nič o Veliki noči. Zaradi tistega komentarja, ki ga je dal novinar Zoran Šprajc proti katoliški cerkvi, na kar je katoliška cerkev reagirala in avtomatsko so cenzurirali celo Veliko noč, v enem tednu, mislim, norost. Ampak to se je v preteklosti dogajalo na RTV-ju dostikrat pri kakšnih temah, o ne vem, nekih aktualnih temah, ali bomo govorili o polpretekli zgodovini, in vse, kar jim ostane po recimo potencialni spremembi in po prevzemu Radiotelevizije Slovenije, več kot ta vpliv na samo dnevno politiko in poskus, ne vem, cenzuriranja nekih slabih novic za aktualno vlado, in bolj lahko ratuje ta neka ideološka indoktrinacija pa poskusi prodajanja nekih ideoloških usmeritev. Drugače pa ne vidim več možnosti, da bi s kakršnim koli lišpanjem nekdo obrnil trend trenutne vlade, ker ne samo to, da imajo te serijske neke eskapade pa
nekonsistentnost, ampak tudi ne delajo nič. Iskreno, evo, imamo te časovnice reform, kot sem zadnjič tweetnil, in ko časovnice reform ne bodo izpolnjene, bojo reforme časovnic in tako se bomo ciklali do nekega padca ali pa naslednjih volitev. Ja, Tino, zdaj, ne, če se še malo zadržimo tu na tej temi, se pravi tega medijskega vpliva, nismo bili do zdaj navajeni, ampak zdaj očitno se bomo morali, ne, pač ljubica premierja je že na komercialni televiziji z njim upravila intervju, ne vem, mogoče bi bila rešitev, da prevzame vodenje Odmevov na TV Slovenija, takrat, ko bo to pravo vodstvo, pa ga še tam recimo sprašuje, se smejiš, tudi meni gre na smeh, ampak ta prvi del drži, ne, skratka, pač videli smo, da nekako poskuša aktualna oblast vse narediti, da bi prek medijev si nekako izboljšala svojo podobo v širši javnosti, ampak se zdi, da vsak poskus neslavno ali pa klavrno propade, ne, ti pač rejtingi strmo bežijo navzdol. Zdaj je spet vprašanje, kaj od tega je rezultat njihovega nedela, kot pravi Darko, kaj pa te njihove medijske kampanje, ampak se to morajo biti jasni signali vsakomur, ki je še pri zdravi pameti, da na tak način se v bistvu ne da. Ne. To so tudi prejšnje vlade, kakšna že poskusila, pa se ni dalo prek medijev recimo ohraniti na oblasti ali pa celo izboljšati si volilne možnosti. Ja, vprašanje, kaj bo vlada počela, ko bo ugotovila, da ne more več preprečiti tega propada svojega. Ne. Zdaj, scenarijev smo videli v preteklosti že precej, ampak verjetno bodo šli v to, da mogoče malo preoblikujejo stranko, jo razdelijo na več delov, ampak kakšna poslanska skupina se na novo oblikuje in naredi stranko, tako kot pri SMC-ju ali pa pri vseh teh, ki so bile pred njo. Vsekakor pa mislim, da intenzivno razmišljajo tudi politično podzemlje o tem, da bi Goloba zamenjali s kakim drugim novim obrazom, ki bi mogoče spet potegnil. Težava je, da je teh novih obrazov malo in tudi med temi novimi obrazi je še manj kandidatov, ne, takih, ki bi šli v bistvu v vlado, da jih potem dnevno napadajo mediji, plačani so bolj borno in če se hočeš obogatiti, moraš slepariti in krasti, tako da so v zelo nezavidljivi situaciji prav zares. Ja, čisto na kratko, Darko, pri koncu oddaje smo, če lahko, ti si tudi strokovnjak za družbena omrežja na nek način, saj od nas treh, ki smo danes tukaj, gotovo največji. Bi svetoval premierju, da svojo pač ljubico preusmeri nazaj na Instagram, kjer je bila včasih aktivna, ali misliš, da mora nadaljevati tudi v teh nekih? Vsekakor ne ostane na Instagramu, prav tako pa svetujem Golobu, da premierju, da se ne reaktivira na Twitterju. Ok. Dobro, upajmo, da bo predsednik vlade pač poslušal tvoje nasvete, če pa jih ne bo, pa lahko posledice sam sebe pripiše. Za danes pa Tino Mamić, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj želi vlada doseči z naskokom na RTV Slovenija, že 871. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali bogove v belem, kako radi še imamo naše zdravnike. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.